Danes in jutri bo večinoma jasno, prihodno bo danes večer in po noči ponekod na severnem vzhodu nekaj več oblaznosti. Te še kakšne posebnosti mogoče na naših cestah? No, there are no other posebnostis. VIP voditelj na Radiu Robin. Sandi sem z nami pa ostaja današnji VIP voditelj Klemen Slakonja in zadnji večji projekt, seveda pesem Eurovizije, oziroma ne, prav zadnji je bil še večji izid zgoščenke in tvojih okroglih 40 let. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Klemen, vse najboljše za te. Tako da Klemen oprosti, ampak ni hotel, da ne dela. Ja, Robinovci so se nam pridružili, ne? Vse, kar si želiš, moram prevajati. Je Katja malo predaleč. Ja, povej ti meni, kako si praznoval. Hvala vam. A vas lahko objamem? Hvala lepo. Katja Munih je dobila objem, tudi Jakob in še Kenny se bo objel. Skoraj smo se še lepo objem. Tako slikali smo. Hvala lepa, lahko zapustite prostor. Nas videnje srečno. To pa je presenečenje. Kako je bilo praznovanje? Super je bilo praznovanje, zaradi tega, ker smo zvečer v City teatru imeli s bandom predstavitev albuma za par novinarjev in za par prijateljev. Počutil sem se po dolgem času tako prav izpolnjenega. To mi je manjkalo, stati na odru z bandom. Ampak za ta bo precej pestra polovica leta, januarja pride novica. Klemen gre na Emo, vodil si jo že neštetokrat, a je drugače biti v vlogi tekmovalca? Čist drugače. Nikoli si nisem predstavljal, da je na drugi strani toliko enega, dajmo reči, blata. A blata? Ok. Toliko v bistvu enega obmetavanja z blatom. Nekih širjenja laži in podobnih zadev, tako da sem se moral pač s tem sprijazniti, ne? Da niso vsi dobro namerni. Zdaj, ko pogledaš za nazaj, bi vse pustil enako, bi kaj dodal, bi kaj ognjemeta, kaj več iskric vsega tega šavja po odru? Nič več. Jaz sem porabil ves svoj denar, ki sem ga imel. Tako da naredili smo vse, kar smo lahko, da smo to zgodbo predstavili na tak način, da je človeku, ki prvič vidi, jasno, zakaj se gre. Evo, zdaj se bo soočil z vprašanji naših poslušalcev, ki so nam jih poslali na 041 760 300. Lahko še kakšno vprašanje dodate in gremo. Ajde. Zakaj je Klemen šel na Eurovizijo z balado in ne skladbo, kot je recimo Espresso Macchiato? Vsi smo te videli v tej vlogi. Kaj se je zgodilo, Klemen? Zgodilo se je življenje vmes. Zdelo se mi je, da ta pesem How Much Time Do We Have Left, ki govori o moji dragi, ki je premagala nekaj, za kar je bilo rečeno, da je neozdravljiva bolezen, da to se nekako lahko dotakne ljudi. Tak občutek sem imel. Ljudi se je dotaknila, ampak ne do te mere, da bi pograbili telefone in glasovali iz teh držav, ki so lahko glasovali v polfinalu. A bomo še kdaj videli Klemna v stari verziji? Nisem rekel, da bom nehal imitirati. Seveda tudi na svojem največjem koncertu, ki ga bom imel 17. oktobra v Odiseji v Ljubljani, to je nov Kolosej. Tako. Ja. Bom nastopil v bistvu s svojim novim albumom. Ne bodo manjkale niti imitacije, tako da se bo tudi to še pojavljalo. Drugače je Eurovizija še kdaj v stilu Espressa Macchiata? A si res želite kaj tasga, ali kaj? Ja, publika, si želite? Ja, evo, si želite. Kaj si mi zdaj govoril o Tomija Keša? Pa ne, ja, ne. Okej. Pred glasbo je rekel, da Klemen mim grede, da ne bo komentiral Tomija Keša, zdaj mi je povedal, je kar mal kreten, ne? Pa ne vem, če mislim kreten. Pač on skomunicira samo z ljudmi, ki imajo podobno bazo sledilcev na socialnih omrežjih. To si ti občutil, kaj si ga nagovoril in kaj, kako je to izgledalo? Pač nisem, da sem ga jaz nagovoril. Pač se ljudje skušaš navezati stik z vsemi tekmovalci, ne? In najdeš neko skupno točko. Z enimi pač nisi mogel. Z enim pač nisi mogel. Z enim in edinim pač ni bilo te
možnosti sploh. Ne. Ljudje smo različni, a ne? Odem spijem zeleni čaj. In pogled proti nebu, današnji VIP voditelj Klemen Slakonja. Dobar dan. Boš zdaj tudi Klemen, a boš kaj drugega mogoče? Kaj pa bi bil? Pa bo Trump, ajd. Prihodno bo danes večer in po noči ponekod na severnem vzhodu nekaj več oblakov zdaj. Temperature. Temperature. Wadlja 21, Nadrošca 25, Ritomeče 26, Pedrovo 25, Cesta 30 in Kanal 28. Thank you very much. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55. Ste še kakšne posebnosti mogoče na naših cestah? No, there are no other posebnostis. Jaz sem naredil nekaj kolažov, ti pa boš mogel povedati, katere 3 imitacije tvoje sestavljajo kolaž. A me razumeš? Razumem. Greva. Začelo se je z Fly on the Wings of Love, Denmark. A lahko še enkrat zavrtiš? Ok, se pravi Grčija in Srbija. Bravo, gremo na naslednjega. Latvija, Turčija in Švedska, Lorinka. Točno tako in pazi, še enega imam. Rusija, Norveška, Ukrajina. Ja, Ti si eurovizijska. S katerim predstavnikom si recimo zgradil kak prijateljski odnos? Z Markom Bošnjakom, Hrvatom, smo Hrvat. šli skupaj iz zagrebškega letališča do londonskega pri Partija, tako da tam smo pač čist pristno navezali stik, smo bili blizu. Marko, kdo je Klemen? Pa Klemen je jedna bratina, onako, baš je bio super neki vibe između nas i gradili smo te dobrosusjedske odnose, samo što mislim da sam ja malo bolje to odradio, pa mi je Slovenija dala 12 točku, a on je dobio 4. 6! Malo mi ga je bilo žao poslije, ali nekako vjerujem da ima još vremena i nekako će se dogoditi taj moment da on i ja možda napravimo i neki duet, tko zna. Drugače, kateri od vaju bi mogel iti v finale, ti ali Marko? Oba. Oba? Ja. Če bi samo eden mogel, kateri? Potem pa se žrtvujem. Se žrtvuješ. In grem jaz. In greš ti. Marko, kaj pa ti praviš? Pa dobro, evo ja ću prepustiti sad, nek ide Slovenija u finale, ja mogu, ja sam još mlad, tako da ja imam vremena ići opet, sad za Klemna ne znam. Evo, Marko, mim grede, a nam zapoješ refren Klemnove pesmi? How much time do we have left together? We never know. Tek sam se probudio, pa se na ovako naprepan. Lik si se prebudio. Klemen, kaj pa ti Marko. njegovo, neki Poison Cake, lahko še spot snemaš? Ok, čakaj, pazi. Ja, tle imam točico. Poison cake! Poison cake! Poison cake! VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.